Trenutno se nahajamo v studiu 1 televizije Koper Capodistria in tukaj vidimo v ozadju že nekaj obiskovalcev. Danes je dan odprtih vrat, šli smo na preverjeno formulo izpred 5 let, odprli vrata za naše gledalce. Zelo radi imajo to, zelo radi pridejo sem, vidijo, kako jih ustvarjalci, novinarji, znani obrazi popeljajo po prostorih. Hkrati pa tudi imamo pester spremljevalni program, od otroških delavnic, koncertov, zunaj so na ogled tudi starodobniki. Skratka, danes je tukaj zelo pestro. Na televiziji Koper Capodistria, ki vsi vemo, oddaja program in v italijanščini in v slovenščini. Nastaja približno 13 ur programa, od tega je dobrih 11 ur v italijanskem jeziku, slabi 2 uri pa v slovenskem. Ker prihajam iz slovenskega programa, lahko rečem, da skoraj vse naše oddaje gredo tudi na nacionalno mrežo, se pravi Dobro jutro, Med valovi, Ljudje in zemlja, Na obisku in tako dalje. Kako so ti všeč delavnice? Spodbujajo ustvarjalnost pri otrocih. 1971, ko smo mi začeli, takrat je bila edina televizija v barvah, ki je pokrivala italijanski polotok. In smo imeli seveda gledalcev po celi Italiji. In se spomnim leta 71, 72 in torej prva leta, mi smo snemali v Italiji vse takrat najbolj popularne italijanske pevce in pevke. In od Claudia Villa pa ne vem navzor vse. In je bilo, mislim, gledanost v Italiji je bila, naša televizija je bila velika gledanost. Qua dietro questo muro c'è lo studio. Posebnost te televizije je ta, da mora skrbeti za manjšine. Torej, italijansko uredništvo skrbi za italijansko manjšino oziroma narodno skupnost, slovensko uredništvo skrbi za Slovence v Italiji. To je sigurno ena posebnost, ki nas mogoče razlikuje od drugih medijev. Hkrati pa smo v slovenskem uredništvu, se pravi regionalnem programu, moramo pogledati tudi regionalna poročila, se pravi smo glas Primorske v Sloveniji in pa seveda program oziroma dopisništvo, kolektivno dopisništvo v Ljubljani.